Evo, to je pa sreča. Sploh še zame ne bo placa več. Lejte, glih za... Sem rekel, no, to se pa moram ustaviti. Da vam pokažem moje prenočišče. Pa je prišel ta trenutek, ki sem ga toliko časa čakal. Grem na potovanje. Ma dober, ni to potovanje. Čez praznike grem na otok Rab. Komaj čakam. Zdaj imam ene dobre 3 urce vožnje in veste, da mi ni čist nič težko. Prav veselim se, lepo sam, mir, s svojimi mislimi, malo razmišljam, malo bom kakšen YouTube poslušal. Prav veselim se. Majčkeno pozno sem se odpravil, to sem malo jezen nase, ampak drugače pa pričakujem, da bo to nori 4 dnevi, tako da komaj čakam. Upam, da bom v srečo z vremenom, vsaj 2 dni, da bo res lep vreme, pa sem čist zadovoljen. Tako da zanimivi videi se obetajo. Jaz sem na poti na Rab, zdaj imam pa za vas eno vprašanje. Tisti, ki me malo bolj redno spremljate, boste vedeli, o čem se gre. Dajte mi v komentar napisati, če veste, kje sem tole. Bil sem tukaj že pred časom. Sicer je bil sneg, pa je bilo malo drugače. Evo, zdaj danes se pa tukaj pelem. Zjutraj še niti nisem vedel, da se bom. In sem rekel, no, to se pa moram ustaviti. Glejte, to je en zapuščen gostinski obrat. Mislim, zapuščen, ne? Ni zdaj nekaj za videti, ampak kljub temu, meni so take stvari zanimive. Ampak kaj je največji štos tega lokala? Bil, zdaj ne več. Poglejte tale razgled. Sicer snemam proti soncu, tako da se slabše vidi. Glejte otoke. Verjetno, da to, kar vidite, je Krk. Tistole je otok Prvič, tamle odzad pa Rab, kaj jaz grem. Tako da, meni je tole všeč. Zdaj pa napišite, če se spomnite, v katerem videu sem jaz tole že snemal. Glejte, malo v kolono sem prišel, pred mano ene 10 avtomobilov, pa za mano še ene 10. In zato že kar ene 15 minut vozim. Tukaj ni možnosti za prehitevanje, Jadranska magistrala. Zdaj, v takih primerih se sprašujem, jaz zase lahko trdim 1000%, pa še malo, da če bi jaz bil prvi v koloni, bi na en parkirplac zapeljal, pa to kolono 20 avtomobilov spustil naprej. Levo, lejte, tlele ima lep parkirplac, pa se človek ni to spomnil. On bo še naprej za seboj zadržval 20 avtomobilov. Zdaj, meni se to zdi sebično, jaz to ne bi naredil. Ne vem, verjetno pa krš pa noben cestno-prometni predpis, ampak meni se to ne zdi v redu, da ljudje gledajo sam zase. Jaz sem že prej samo ene 3 samo za seboj malo bolj hitre. Pa sem glih razmišljal, lejte, ali pa tle bi na stran zapeljal. Pa sem glih razmišljal, da bi na stran zapeljal, da jih spustim naprej, ampak sem potem pa glih na to kolono naletel, ne. Seveda, pol pa nisem, ne, ker itak ne bi nič naredil, ker je itak kolona. Tako da, meni se to zdi, ne vem, nesramno. Evo, to je pa sreča. Sploh še zame ne bo placa več. Lejte, glih za glih, ta zadnji sem.
Noro. Prispel na otok Rab, dol z trajekta se pelem, da vam pokažem moje prenočišče na otoku Rab. Glejte, skromno, ampak zame čist dober. Glejte, tole mi je všeč, da je tukaj malo več prostora, da lahko vse namečem. Drugač pa čist super, jaz imam rad, da je zakonska postelja, ker rad spim v komod. Tako da veliko bolj spim na zakonski postelji kot na enojni postelji. Imam tudi televizor, ki ga ne rabim, hladilnik, fino, kakšno pijačo noter vržeš. Evo, kopalnica, majhna, ampak lepo čista. Tako da to je vse, kar rabim jaz. Dajte v komentar napisati, kaj mislite, koliko me tole stane na dan. No, drugače sem pa vesel k radio. Tamle sem se malo na terasi od zunaj usedel, vam bom jutri pokazal, kakšno super teraso imam. Ne snemam se tam zato, ker tema pa se ne bi dobro videlo, ampak ono se usedeš. Polna luna se mi zdi, da je, ali pa bliz polne, ampak ono glavno, morje, ki vohaš, in sem se lepo usedel in sem si rekel, wow, kaj je meni v življenju lepo, pa resno mislim. Tako da, super, zanimive bojo naslednje 4 dneve. Super videi bojo, tako da spremljajte me, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, samo kliknite rdeč gumb, naročite se, pa potem zvonček in obljubim, da vas ne bom razočaral. Zdaj pa lahko noč.